Gledate oddajo Klepet ob kavi. Zdravo, živo slavo. Danes imam v svoji družbi enega gada, ki me prav zagotovo ne bo ugriznil. Zdravo. Zdravo, čau. Zdaj sem pa že jaz. Gada, sem se že pripravil. Ja. A res? Ne, tako mi je bilo, lepo si je, dinamično si napovedal. Pa sem se že, zato ker sem pred 2 dnevoma sem belouško našel pač v hiši in nisem reagiral. V hiši? Mislim, pri hiši. Okay. V glavnem hočem reči, da sem mogoče še malo, ker pod bil, kaj je zdaj nekdo rekel, gad sem že začel kaj gledati. Kaj. Okay. Jaz sem imela včasih kraljevega pitona, veš? No? Ja, sam pol me umrl, ampak ja, si v redu, sem si skačam. Ja, pa jaz sem pa mislil, da sem si tudi v redu, mislim, podzavestno, da imam pošlihtano, zato ker smo gadi. Presenetila te je. Ampak kje je bila in pa smo to hitro researchali, da je belouška in Ja. smo jo lepo. Pol, če si raziskoval, pol Zdrabla imaš in je šla. frišno znanje. Jaz ti bom zdaj pokazala par fotografij kač, pa mi boš povedal, če je stropena, Ne. če ni Ja, stropena. res, okej. Okej? To je. Ja, no, evo, kak se reče tej kači? Ja, to je ta, jojka, latinsko, poznam ime, ampak ne No, vem. se lahko latinščini pove. Nimam pojma, je gad ali kaj? Ni gad. To je goš. Goš, ja, no, sej to. To. Ja. Kaj je stropena, ni? Gad, goš, hiter gre. Kaj je, a je stropena, ni? Mislim, da zna biti, ja. Ni Ni. stropen. Kadar ne zna biti, ni. Ja. Dober ti gre. Ja, dobro mi gre. A imamo še naslednja. kakšno? Ja, naslednja. Ta je simpel, ta ni kobrica, slovenska. a ne? Ali Ja, kaj je to? ja. Kobrica, ja. Ja. Meni je simpatično. Je stropena ali ne? Stropena, ja. Ja, Ja. res je. Gremo naprej, naslednja. Tole smo pa tako štartali, značen že, kako si Ja. kaj, kako zadnje čase. Ja. Imamo tlele zdaj zate Kaj vprašanje. pa je to? To imamo pa, kaj imamo, to gada? Ja. Imamo. Ja? Ja, čakaj, no zdaj jaz sem sam sebe upravičil, zakaj jaz nimam pojma o kačah. Ok, ne, lahko začnemo? ampak zdaj povej, A a je ni? gad stropen ali ni? Ja, je. Je. Ampak pazi, zdaj smo tako šli, kaj zdaj Anže od gadov ne pozna nobene kače, ker pač mi si nismo dali po imena po kači, a veš? Aha, ampak? Ja, po filmu slovenskem, to so gadi. To so gadi. Tako da če bi mi pa zdala zdaj kakšne izseke, a veš, iz filma To so gadi, ja, tam bi pa šlo. Ok. Dobro Imamo sem še se eno vas kačo? razno- ja. Daj sam še eno, no, Ja, poglej jo. Goša smo imeli prej. Tega velikrat vidiš tam v naši občini. Nimam pojma. Kaj je to? To je slepec. Ja, sej slepec, ja. Ja. A je slepec stropen ali ni? Ne, ni. Ja, slepec pa lepo. Prijazen je. Prijazen je, prijazen. ja. Ej, a ti veš, koliko stvari sva midva že skupaj počela? Ogromen. Ja. Zdaj, pa mogoče bi bilo dobro zdaj povedati vse, kaj so. Ne rabiš povedati, lahko si pa pogledaš. No, Dajmo. Kaj smo prišla skakati? Aha, ste prišla probat kangu jumps? Glej, jaz nič ne vem. Aha, nič ne veš. me bolj pojavil. A se te bojiš, da te? Ne. Aha, ne, se enostavno. A bomo ti provali? Gremo. Ajde, punce, gremo hujša akcija. No, za začetek je Deva na zdrav. zdrav. Deva na zdrav na vse nove, sveže stvari, ki se Tako. bodo zgodile v vašem ansamblu oziroma v vaši skupini, kajti veliko novega prihaja, kaj ne da? Res je. Zdravje. Kar zato... Jaz sem ti pripravil tamle klaviaturo, Cool, no, ker vem, da si pianistka. Mojster, Koliko ja, si naredila? 12 ali 14? 14 leto je bilo, ko si Vprašaj, končala če pa- povem. Kaj, če povem? Če ti to povem. Ja, povej mi, prosim. A mi poveš, koliko časa? Milo za žajfo! Ne! To je To vse vidiš, da pozabimo. Kako dobro. To je 10 let, da zdaj že skoraj. Zdaj se pri mojih 31 se tako bolj počutim, kot da se reče, a to je bilo 10 let nazaj, kot da smo takrat toliko časa. Čakaj, ti si toliko časa 88-letnik. Tako, Ja, sej jaz 88, isto. Ja. Zmaja sva po kitajskem. Ja. Zmaja sva? Zmaja No, to sva. je pa tudi nekaj novega, nisem vedel. Nekaj novega. In jaz sem se spomnila nate, veš, kaj midva živiva v isti občini, Ja. zdaj tudi po novem pa tak naprej, ne?
In sem se spomnila na te, zato ker te ne bi mogla zgrešiti, ker si bil na občinskem glasilu na naslovni strani. Vidiš, ja, okay. In pol jaz vidim, da si ti postal, kako se že reče? Zdaj to je, da bova zdaj šla uradno predsednik programskega sveta, Tako. ampak da bova zdaj povedala po domače, kar je najboljš. Ja. V bistvu, pač, ker je celo moje življenje na kulturi osnovano in tako naprej, pač in od vsega začetka sem že kot majhen v občini na raznih nastopih in tako naprej sodeloval. Mi je pa zdaj v bistvu škoda oziroma bi rad še, da bi se v kraju od kulture, športnih dogodkov, v bistvu, da bi ljudje bili bolj informirani o teh dogodkih, da bi se jih več dogajalo. Tako, no, poskušal bom pač pripeljati to vse skupaj, da bo malo bolj bogat program na malo višjem nivoju, ampak zdaj govoriti je lahko, ampak saj smo zavihali rokave. Ja. Ja, jaz, ko sem to zvedela, sem bila najbolj navdušena nad tem. me veselim. Predvsem zato, ker te poznam, pa zaradi tega, ker sem rekla, kaj bom vplivala na njega. Ja! Zdaj bomo pa že takoj Anžeta poklicali. Zdaj pa kar takoj. Jaz imam tele ideje, veš, že in to bova midva naredila. Tele ideje. Evo, greva kar s prvo idejo, ki jo imam, okej? Prav. Prva ideja je vezana na en stari, pa nič ne bo stala občino, mislim, da jim bo to všeč. Da slišim. In sicer prva ideja je vezana, že decembra, je vezana na solstici 21.12. v času pred krščanstvom, torej v času starovercev, ki so bili bolj povezani z naravo, so na ta dan na hribu naredili ogenj, zakurili ogenj in so dali noter dejansko vse tiste stvari, ki jih ne rabijo več imeti v življenju in vse tiste stvari, ki si jih dejansko želijo. In so ljudje prišli skupaj in so se povezvali in so zakurili ta ogenj in tako naprej. Ampak tistih stvari, ki jih niso potrebovali? Ne, ti si zdaj fizično vzel zadeve. Ne, recimo, hočem nehati kaditi. Razumem. Pa so to napisali na listek in so potem ta listek zažgali. Jaz mislim, da bova mogla midva nujno sodelovati pri teh stvarih. Sem jaz tako na šibkem znanju, tako da bom te zelo potreboval zgleda. Pa imamo drugo idejo, da bi naredili, mi imamo v oddaji vsak mesec ženski krog. Samo, da se ženske skupaj dobimo in da se pogovarjamo. Deci lahko greste pa tacajt na pivo. Tako da to je super. To mislim, da bo najboljši predlog občinski. In ženske samo, da se skupaj dobimo, da malo predebatiramo, kako kaj drugi lahko pomagamo. Veš, da v naši občini je in zdravilni vrt, včasih lahko gremo tja, na Murovico recimo lahko gremo skupaj na pohod, vidimo, kako si lahko pomagamo. Ne vem, jaz imam veliko ringloja, ona ima veliko grozdja, kaj izmenjamo take zadeve. Na Korantu imaš super zadeve, Erbergovi paviljoni, v glavnem je prostorov še in še. Ampak tako, kot sem rekel, treba jih je izkoristiti oziroma, da bomo malo več ljudem to pripeljali. Tale oddaja je že ena krasna zadeva, da so sploh začela govoriti o naši občini. No, krasno. Res sem zelo vesela, ker živiva v najboljši občini z tako lepo naravo, pa tako blizu Ljubljani, se pravi prestolnici. Zdaj pa greva bolj na tvojo glasbo. Malo me zanima, kaj se dogaja. Prejle sem zvedela, da imaš 2 otroka. Da. To je šlo takle. Res je. Kaj je šlo tistih, ko smo nazaj pogledali 10 let, ko so se, mislim, da se so prej ugotavljali, ne zadnje družila. Zadnje smo se, ne vem, kje smo se napali, v glavnem. Psa si mi pripeljal, ki mi je všel. Točno. Bravo, dober spomin imaš. V glavnem, ker jaz sem mogel že po teh posnetkih malo pol pobrskati. Tam so bila, okej, ja. Hiter gre. Brandy in Diora, Brandy 5 let, Diora 3 leta, decembra bo, glej, sej, meni tako, ko so mi govorili, boš videl, koliko ti bo hiter čas šel z otroki in tako naprej, kaj bo to, pa sem si mislil, pa to so zdaj babice rečejo, bo to hiter, pa veš, koliko hiter zrastejo, ampak res pač, kar naenkrat gre pač v prvi razred, že, mislim, bo šel v drugo leto, ampak čas šiba, ravno tako šiba z glasbo. V bistvu zdaj smo ravno v tem času, ko se selimo iz zunanjih prostorov z veselic, gremo v bolj notranje prostore, od privat zabav do lokalov in tako naprej. In potem pač pride čas decembra,
Ja. Kot vsi vemo, da je najbolj akcijski, kar se tiče glasbenih nastopov. In januarja imamo namen še posneti zadnje skladbe in potem damo že četrto CD ploščo ven. Okay. In to je to. Zaenkrat te cilji. Za koliko let naprej imate poroke rezervirane? Se bo še to menila? Ne vem, ker zdaj v bistvu je tako, da ima naš Primož čez termine in jaz tisto, kar potem nimam čez, hitro pozabim. Ja, seveda. Ampak pogledaš pa, kje moraš biti pa kdaj. Pogledam pa vsak ponedeljek, pogledam, kje moram biti v soboto. Ja, verjamem. Ampak je zanimivo, ne, takrat, ko sem jaz vas poznala na Golici, z Golico sem sodelovala, ste bili res razposajeni, mladi fantje in res to so gadi v tem smislu. Zdaj pa ta iskrica še vedno je, ta razposajenost še vedno je, ampak postali ste pa odgovorni fantje z družinami, malo bolj modri ste postali, tako da mogoče bi zdaj lahko bili modrasi. Mogoče, da bi se preimenovala, sam pa bi spet mogli delati na imenu. Ja. Tako da veste, smo se zdaj v modrase spremenili. Ja. Ne, pa se v bistvu ta iskrica, v bistvu tista, kako naj rečem, da te za glasbo, se ne znam z besedami, kot občutek, da te skozi drži pri ustvarjanju in to naprej, to je, mislim, da to ne bo minilo. No. Upam, da ne bo minilo. Ne, v vaši familiji se to ne more zgoditi, niti slučajno. Ampak pač normalno, se tudi, kako naj rečem, ali svet, ali družba spreminja in z njo smo se pač spreminjali tudi mi. Muzika pa načeloma ostaja ista. Mogoče smo v zadnjem času imeli ravno malo tako dilemo, ko zdaj opazujem glasbeni prostor v Sloveniji. Mogoče se žanri prepletajo, ni več toliko mej in smo še sami razmišljali o tem, če bi v kakšnem drugem žanru... Da bi malo kršili. Ja, recimo. Ampak smo na koncu prišli do tega, da v bistvu to je zdaj načeloma tako, kot da bi hotel za jutri karakter spremeniti. Tako da ostajamo na isti legi, kar se tiče žanra. Ok, nikoli ne reci nikoli, ampak zaenkrat mislim, da bomo kar zvesti sami se postali. Fajn, to mi je dejansko všeč. Takrat, kadar sem jaz bila še mečkem bolj prisotna v narodno-zabavni glasbi, je bilo glih tisto neko tako obdobje, ko so ansambli rasli, ko gobe podržijo. Kaj se pa zdaj dejansko dogaja? So se že izločili tisti, ki niso bili tam iz... Na ta princip. Ja, v tem smislu. Kaj se zdaj dogaja, kaj na tem področju? Pa v bistvu ansambli, tako kot jaz zdaj tudi opazujem, pa v bistvu skoraj da ne vsak dan spremljam, kaj je novega na glasbeni sceni, predvsem narodno-zabavni. Novi ansambli nastajajo in v bistvu tudi nastajajo res kvalitetni ansambli, kvalitetni izvajalci in tako naprej. Je pa res, da se potem pač glede na trg, slovenski glasbeni trg, je v bistvu ogromno narodno-zabavnih ansamblov, tako da je že kar malo borbe. Kaj pa si ceno nižajo drug drugemu? Mogoče tudi, ja. Mogoče tudi. Na določenih zadevah, ja. Tako da jaz bi želel, da bi v bistvu vsi bili, kako naj rečem, dovolj samozavestni, pa dovolj stojijo na trdnih tleh, da to, kar izvajajo, da ima neko vrednoto. Ker če bojo imeli ansambli, potem je, kar sem slišala, da kakšni ansambli ti pridajo samo zato, da bojo kaj spil. Pa sej, da dorečeva, sej to ni samo pri glasbi, to je vsaka stvar. Nekdo ceni to, kar dela in ve, da za nekaj, kar vlaga, želi biti tudi poplačen, konec koncev vsi kruh služimo. Nekateri bi pa v bistvu samo za, kako ne rečemo, za zadovoljstvo samega sebe prešli čez vse njihova načela, vrednote in tako naprej, samo da bodo nekje, da bojo imeli nek status. Tako je pač. Ja, v vseh teh letih vidim, da si malo, da so te otroci počečkali. Ja, veš kaj je. Začel sem, v teh letih sem tudi... Pokaž malo, no? Ja, zdaj pač imamo tukaj... Sam primer moraš kazati, da te kamera ujame. Aha, okej. Te ure mi niso najbolj všeč. A si hotel biti Dali ali kaj te je prijel? Ne, to so ure rojstva naših malih otročičkov doma. A res, ne da vidim? Tukaj v bistvu so krila ptičja,
To je bila še prva tetovaža Življenje mi krojile moje divje kri, to je pesem Vandrovcev. To sem si pred, mislim, da 10 leti dal delati. Ja, in zdaj v lepo bistvu se drži. konec koncev je stvar taka, da želel sem si od vsega začetka sleeve tattoo, tako da v bistvu je še vse v nastajanju, ampak A ja, še boš dodal? ja, cela roka pride, a ne? Ja. Pa to na občini nič grdo ne gledajo? Ja, glej, saj to je pač moja stvar, Ali ne? prideš z Mirjo v poloverju, pa se zdaj ugotovi? Še do tukaj naprej, pa še v rokavicah, pa tukaj gor, vse zadekan. Ja, seveda, na tak moraš na sestanku. Zdaj, da on danes tudi prišel v elegantnih hlačah, vidiš. Se pravi, cela roka, to je zdaj. Ja, to so, glej, vem, da kakšnemu se to neumno zdi, kakšnemu ne, ravno se tako enemu saj je tvoje neumno telo. zdi. Ja, tako kot sem rekel. Deli zdaj bo kar češ. Ja, točno tako, ampak to je pač neki del mene, del moje želje in Tina ima tudi kaj? filozofirati. Ne, nima. Zanimivo. Nima, ja. Veš, to bo zdaj že počasi postala redkost, da nimaš nič. V bistvu, ja. Zanimivo. Ej, Dejana Ja. sem spremljala, Madonna, kako je plesal in ono Madonca in se je tretje. vrtel. On je pa tako dober presenetil, ne samo takrat sodnike, ne samo tiste, ki so gledali, tudi nas domače, ko smo ga to opazovali, to njegovo energijo. Zdaj ga bom res v superlativih, ampak si jih zaslužil, no, za tisti čas si res zaslužil. Se veliko družite, na koncu Ja, koncev ste družina. Govorimo o Dejanu Vunjaku, sicer za tiste, ki mogoče ne sledite. Marsikdo ne ve, ampak tale naš Dejan je meni še kot še en brat. Res, v bistvu z njim se slišva več, kot se včasih slišam s Tino. No. Pač muzika naj je že takrat povezala in prek njegovega poznanstva sem jaz Tino spoznal in tako naprej. On ti je zrihtal sestro. Tako da je on primaren tist, kar je potem, da se je vse razvil in krivec tega, da se je razvila ljubezen in tako naprej. Cela romantika, ja. V bistvu nikoli pa niste neke skupne skladbe naredili. Ne, doskrat smo se o tem pogovarjali, ampak mogoče ravno tudi zaradi tega ne, v bistvu že skoraj ne žlahte. Ne? Ja. Ne vem, tudi spet bom rekel, nikoli ne reci nikoli, ampak je raven mogoče, je on zabaven izvajalec, ampak vseeno že Brandijeva, Don Juanova glasba, ima še neke prvine narodno zabavne. To je pa svoj žanr, veš? Ja, to je pa svoj žanr. Da ne bomo, ne vem, kar nekako bi pol vse pomešali. No, ja, se mi zdi, da je fajn, da je. Veš, kaj me zanima? V vaši familiji je glasba zelo prisotna. Več generacij že, iz vseh strani, iz tvoje, z Tinine. In kako vzgajaš otroka, da ne da ga porineš dejansko v to, vse samo od sebe dejansko, mislim, verjetno se ne bo odločil, da bo odvetnik tvoj sin ali pa kaj takega, ampak... Karkoli se bo odločil, to bom zdaj zelo tako klišejsko rekel, ampak karkoli se bo odločil, pač valjda ga bomo podpirali, ne? Ampak što se tem, da mi dva nisva zdaj planirala, veš, ga bomo pa malo tja opisala, pa samo opisala, da vidva, kje bojo njegova močna področja in tako naprej. Ampak v bistvu on je, zdaj govorim za Brandija, ker je predvsem Brandi začel, on je videl, gadi smo imeli vaje pri nas, učim jaz učence na harmoniko in on vse to skupaj vidi, vzvočenje tam in on gre na veselico in vidi, kako se igra in v glavnem njega je to noter Ga je že posrkal. In on ima zdaj trenutno vse to, kakšne svoje zvočnike in to in on ima klaviature, sintesajzer, takšne in drugačne in on to zdaj tam ustvarja po svoje. In v bistvu upisala sva ga v eno glasbeno pripravljalnico tudi na ta način. Če mu bo v redu, ampak on uživa in... Vse ni drugega za pričakovati. Po drugi strani pa Madonna take glasbene gene treba izkoristiti. Bomo videli v glavnem, ker Diora na drugi strani, ona je pa čista plesalka, ona ima pa gibe 100 na uro in imamo doma zdaj glasbenika pa plesalko. Odlično. Anže, hvala za pogovor. Evo, na konci dam še mojo novo knjigo, Darilo teme. Temačno se sliši
Temačno se sliši, ampak takoj, ko pa pogledaš, ti pa pozitivno tako. Boš videl, ja. Preberi. Okej. Vem, da mogoče nimaš časa, ampak je namenjena tudi tistim, ki ne berejo veliko. Kar mi ne bo jasno, pridem na hrib Ja, vprašati. skratka, midva bova imela še kak sestanek. Vi, dragi gledalci, gledalke, pa kakšno zanimivo tematiko, kakšno zanimivo novico preverite na www.klepetobkavi.si in ostanite v naši družbi pripravljeni, imamo še veliko koristnega. Zakaj? Zaradi tega, ker letala, to sta si na lastne oči ogledala recimo tudi Trump in Merklova na avionih, imajo sode, ki so polni strupov, kovin, ki jih stresajo. In to mora priti v atmosfero, zaradi tega, da... Oprostite, samo da vas prekinem. A vsi potniški avioni imajo te sode? Ne, samo tisti, ki so od korporacij.